Wow, si prinesel letake za zbiranje papirja? Ki bo potekalo četrtek, petek in soboto. Pred drugo gimnazijo, tako da prinesete tudi vi papir. Pa ti tudi, Matijas, imaš papir, si ga zbiral? Imam papir. Zbiral in prinesel. Ga bom. Boš prinesel. Ga bom. Ja. A jaz bi nas ne? Ne, ti počeš kjer, ono ful zanima, se mora, veš? Sva dručka, Matijas. In to je... KMŠO! Ti nam res malo voditi, ker moj voditelj ni tako. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v... KMŠO. Misel sem se druž povedala, kjera je epizoda, pa to... A ja. No, ja, že tretjič se družimo v 4. sezoni. In kot vedno, najprej KMŠ reklame. Tako, KMŠ reklame in Matijas in Lučka. Zdravo, zdravo. Kavo? Kavo? 2 kave, prosim. Ja. Evo, si slišala najnovejšo novico? Kaj moram zdaj reči? Ne, kaj? Pixel broška, ti si dogodek, veš, ko smo ga prejšnji teden promovirala, se je prestavil. Ja, na 19. pa na 26. A ja, 19. bo v pisarni, 26. pa v kulturnem inkubatorju. Čakaj, to je kava? Ti sam pi. Imaš prav. Torej, danes je sončen dan in zato začenjamo z novicami. To ni dober razlog, zakaj začenjamo z novicami. Potem pa začenjamo z novicami, zato da informiramo vas. Kaj pa to? V redu razlog, ne? Torej, ponovno se vračamo tam, kjer smo nazadnje tudi prejšnji teden končala. Se pravi, k nam, študentom. Ne vem, vkolikor morda veste, ampak Škis je objavil nov način, kako bi optimizirali oziroma kako bi najlažje, se pravi študentom, prilagodili, bomo rekli to obdobje hodenja na faks vsaj zdaj zaenkrat v koncu tega, se pravi, semestra. Ja, torej vračanje na faks, kot sva že povedala, nastajajo problemi predvsem tukaj, ker niti niso fakultete oziroma posamezne ustanove med seboj sklene, kaj šele različni predmeti in pa oddelki. Torej prihaja do zelo različnih razhajanj med tem, kako poteka pouk vnaprej na različnih smereh, fakultetah, univerzah. In zato torej, tako si rekel, je Škis naredil nek načrt, kako bi bilo to najbolj optimalno. Tako, se pravi, Škis konkretno je opredelil svoje predloge na konkretno 4 sklope. Najprej jaz predlagam, da se dotaknemo bivanjske problematike, ki se neposredno navezuje na samo vračanje na fakse, se pravi v živo. Torej, marsikateri študent je že oktobra prekinil stanovanjske pogodbe, zato ker je bila situacija letos res nepredvidljiva, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo in sedaj nimajo prebivališča. Sredi leta ne more dati vloge za študentski dom in v bistvu marsikdo bo zdaj primoran skleniti neko pogodbo za 2 meseca, kaj pa vemo, da skoraj nikjer ne moreš, kaj pomeni, da bodo morali skleniti pogodbo za 1 leto ali pa recimo pol leta. Faksa pa vemo, da je semestra še zgolj mesec pa pol, ne. In tukaj v bistvu oni vidijo en veliki problem. Torej, dajmo narediti faks v živo za tiste, ki jim je to pač blizu, da se ne rabijo potem nekateri tudi ali si pač zdaj na silo sklenjevati neke pogodbe ali pa se vsak dan prevažati več kilometrov zgolj pač do nekega predavanja. In to je v bistvu tudi točka, torej prevozi. Tako ravno sem želela omeniti, torej omenila sva prej 4 področja. Druga konkretna točka so prevozi, kateri so pa prav tako v letu 2021 res čista katastrofa. Nazadnje, javnih prevozov en obdobje sploh ni bilo, kljub temu pa so študenti kupili letne karte, se pravi za živijo. Ja, v bistvu študentje zaenkrat saj kaže tako, da bi naj dobili nazaj povrnjeno samo tisti del, katere torej javni prevozi niso obratovali. Kar pa je nazadnje tudi skregano z logiko, ker kupili smo pa celoletne karte. Tisti, kaj so recimo z kakšnih vasi, pa so kupili mestni avtobus, recimo se tudi takrat, ko recimo je mestni avtobus obratoval, niso mogli voziti, ker niso bili v tej občini. Mi smo bili pa omejena občina, ne. In pač ponovno, tako sem rekla, skregano z logiko, Škis tukaj predlaga, da bi se vrnila celotna letna kupnina tistim, ki karte pač enostavno niso koristili. Koristili, tako. Upamo res, da se bo to tudi zgodilo, ne nazadnje, ne. Ja, bi bilo fair. Bi bilo fair, definitivno. Ker se pravimo, razen tistih mesec dni, koliko smo šli na fakse v jeseni, to pa je to. Tako, in smo že pri tretjem področju,
se pravi študentsko delo. Vsi vemo enostavno, da šolski sistem v Sloveniji je zastavljen tako, da vsak študent, sploh če nisi recimo z konkretnega mesta, univerzitetnega mesta, potrebuješ to neko prebivališče ali pa vsaj prevoz, o katerem smo že tudi govorila. In seveda za to potrebuješ določene finance, določena sredstva, katera pa najlažje študent nenazadnje dobiš kako drugače kot s študentskim delom. In recimo, seveda, odkar se je vse zaprlo, se pravi tudi študentska dela konkretno zožala. Se pravi, izbor je manjši, nasploh se manj dela potrebuje, ker je bilo večinoma časa tako ali tako vse zaprto. Pa konec koncev, te bi se že govorila, največ študentskega dela je bilo na področju gostinstva. In s tem, ko so se pač gostinski lokali zaprli, ni bilo dela, tudi študenti oziroma marsikateri študent je izgubil mesečni prihodek. Tako, konkretno na to kaže tudi številke. Zdaj, če smo bolj specifična, kar 22% dela je bilo v letu 2020 manj, kakor v 2019, se pravi, seveda študentskega dela. Kar je drastično velika številka in drastično velika razlika. In tudi to je eden izmed, temu tako rekli, breme, ki ga morajo študente nositi, se pravi, izguba, tako kot si omenila, izguba službe. Nazadnje vpliva tako na prevoz, kot tudi na prebivališče. Zato, ker če ti nimaš financ, da si boš to financiral, in smo spet na začetku. Ne? Tako. In vse to skupaj pa vpliva na zadnjo točko, duševno zdravje. Se mi zdi, da o tem se v zadnjem času veliko govori, pa vendar še vedno premalo. Ogromno je člankov, ki nakazujejo na to, da je duševno stanje mladih, predvsem študentov, upadlo in še vedno pada. Zakaj? Mislim, razlog za stisko je več kot dovolj. In za vsakim dnevom se še nalagajo. Zdaj mislim, da mogoče to, da so se del javnega življenja začeli sproščati, absolutno vpliva na to, da se zadeva, torej da je mogoče naše počutje malo boljše, ampak še vedno je pač duševno stanje študentov en velik problem, ki se ga marsikdo ne zaveda. In zato torej tudi ŠKIS pravi, ne siliti študentov na fakultete, naj gre kdor hoče, tisti, ki jih ni strah okužb, tisti, ki vedo, da jim bo to koristilo, da so za to, ostali pa naj, če se počutijo v stiski, če čutijo stisko, naj ostanejo doma in naj zaključijo to šolsko leto na daljavo. Nenazadnje na duševno stanje vpliva tudi več komponent, tako kot si omenila, torej socializacija, nenazadnje tudi finančna problematika. Bivanska, tudi stiska, da ti ne veš, dobro, moram biti Maribor študirati, kje bom pa živel, nimam študentskega doma, nimam stanovanja, ne morem si privoščiti, da bi plačeval stanovanje in stroške, če tudi samo za en mesec zdaj, kaj naj? Naj si za 2 dneva kupim hostel, naj davam 3 evra na dan za avtobus, se bom vozil spet. Denar, stiska in jaz razumem, to je grozno. In zdaj, da tebe potisnejo na fakse, res je, borili smo se za to, hočemo nazaj na fakse, ampak v ozadju je toliko stvari, ki jih je treba vzeti v obzir, da enostavno ni enostavno samo reči, zdaj pa gremo nazaj, pa je to. Predvsem pa tudi ŠKIS na koncu poudarja, da gledam to, da letos je bodimo realna že skoraj da zaključen semester, že gremo proti izpitnemu obdobju počasi, vendar vseeno so omenili, da ni problema glede teh omejitev, ampak naj se jih vsaj naprej konkretno določi, se pravi, naj se za naslednjo leto že zdaj razčisti, kako in kaj bo potekalo, da se znajo tudi študentje in seveda tudi nenazadnje dijaki na to ustrezno pripraviti, prilagoditi. Se pravi, da že danes študentje vejo, ali si naj iščejo študentski dom, ali bo potekalo nadaljavo, ali si naj iščejo javni prevoz, ali bodo spet delali od doma. Kolikor se bo to razčistilo, jaz mislim, da bo marsikatera stvar lažja. Pa ne predvsem lažja, tako si rekel, da si ti lahko zorganiziraš, se pripraviš, ne. To je meni se zdi, da je to najpomembnejše, še posebej za tiste, ki so res v težkih stiskah. Ja, prevoz, ne prevoz, ja, prebivališče, ne prebivališče. Iz režije je prijetel listek. Nekaj nam sporoča. Mogoče mora končati, kaj bo šel? Je da že predolgo treba? Ne, že dolgo. Je pa nekaj vprašanje. Za katero stvar sta vesela, da vajina mama ni nikoli izvedela? Ok. Jaz vem. Povej. Samo ne moja mama gleda, kaj bo šel. Ja, moja. Ok. Ampak ajde, bodimo, igrajmo se, ne? Tako da ja. Pač sem šel na Erasmus na Tenerife v drugem letniku
srednje šole, ne? In pač sem vesel, da nisem vedela za vse stvari, ki so se tam dogajale, tako bom rekel. Details? Bom rekel tako, da smo bili pač stari 16 let, prvič sami nekje tak in pač nam je bilo zelo zabavno poskušati etanol. Jaz bom pa tako rekla, sem zelo vesela, da moja mama ni izvedela za vse substance, ki sem jih kadarkoli v svojem življenju probala. Sam pri tem bi ostala nobenih detajlov, ne bi dodala tukaj. Mislim, jaz sem samo z alkoholom menil in lepo. Ja, sramno. Ni vsak dan božič. Tak je, ne. Ne pozabiti lajkati tega videa, se naročite naš kanal in pa vklopiti zvončka, da vas bomo obveščali. Vsak teden se dotaknemo kakšnega spicy vprašanja, tako da willkommen. Pa nemško zelo tako internacionalno. Najlepša hvala še enkrat za ogled, gledamo se ponovno naslednji torek, do takrat pa ostanite zdravi, imejte se lepo in sonce idite kaj ven, ne? Zdaj bo spet daljši papir. Tako, ta papir pa gre obvezno na zbiranje papirja. Čau! Nehaj si gledati to telose, ker dokaj jih še imaš, glej.